imate rada tudi moja otroka in moja družina. Zakaj? Ker je mami danes super srečna. Ker je mami danes polna energije, ker jo mogoče vidita kakšno uro ali pa 2 manj na dan, to je res, ampak takrat, ko me vidita pa 300%. Da ne govorim o tem, kakšen vzor jima dajo. Ne trpeti, ne biti tiho, ne biti priden, vse bo vse v redu, ti se samo pridno uči, pa bo vse v redu. Ne, prosim, ne. Uživaj v tem, ja, uči se, ja, nič narobe, seveda, uči se. Ampak uči se zato, da imaš možnost izbire. Ne zato, da pridno kimaš in si priden, ker samo tisti, ki se učijo, imajo potem možnost kariere, napredka. Ne, če hočeš biti mesar, bo mesar s srcem. Če hočeš cvetličar biti, ja. Moja hči je zadnjič rekla, mami, jaz bom pekla zdrave torte, ker sem velika. Ja, bravo, super, peči zdrave torte, zakaj ne? Če jih boš pekla z veseljem, takoj podpiš. In to je tisto, kar šteje. In v vsakem dobri zgodbi je tudi zaplet. In tole je moj zaplet. Kaj se mi je zgodilo? Jaz sem se potem na fakulteti, to še nisem povedala, odločila, da dam odpoved, oziroma nisem dala dobesedno odpovedi, ampak mi je potekla habilitacija in bi mogla pač vložiti za podaljšanje habilitacije in jaz tega lista papirja nisem vložila. Kar je pomenilo, da ker nimam habilitacije, mi poteče delovno razmerje. In jaz sem pač zavestno to naredila, šla v kadrovsko službo in rekla ne. Ja, spet so mi vsi sprašvali po zdravju, če se mi je zmešalo, če mi lahko kako pomagajo, če rabim kakšno pomoč, in sem rekla, ne bi jo rabite, jaz sem v redu, hvala. Ja? In odpovedni rok 4 mesece. V tem času seveda jaz napeljem vse, da bom odprla svoje SP iz popoldanskega v redni SP, se dogovorim na fitnessu, kaj vse bom počela, da bom vsaj približno neko plačo zaslužila, ki seveda ne bo primerljiva plači profesorice na fakulteti, ampak za začetek bo, da ne bom delovala neodgovorno in da bodo moji otroci siti in oblečeni. Zadnji teden, preden bi mogli poteči, se pravi v petek bi mogli poteči moj odpovedni rok in v ponedeljek bi mogla odpreti svoj SP, v soboto si strgam sprednjo križno vez v kolenu. Na treningu, samo počlo je, koleno je skočilo ven in meni se je sesul svet. Za 2 dni. Toliko sem si dala časa. Ja? Sem rekla, 2 dni, jokaj, se smili sama sebi, se sprašuj, zakaj se ti je to zgodilo in po 2 dneh vstani in pejni naprej proti tistemu sončku, ki ste ga prej videli. Kaj se je zgodilo? Ja, s poškodovanim kolenom pač ne moreš voditi, vadb, skakati in se iti športnice, ne? To ne bo šlo. Torej operacija, tako, ko je imela Ilka zdaj. In sem spet podoživljala seveda vse, kar se njej dogaja tudi pod sebi. Operacija, rekonstrukcija sprednje križne vezi in 6 mesecev rehabilitacije, ki sem jo jaz seveda spravila na 2 meseca pa pol, ker sem rekla, da jaz moram delati. Sreča seveda, da se mi je to zgodilo zadnji teden, ker to sem potem zvedla, če si še v odpovednem roku, greš lahko na bolniško in se ti pol odpovedni rok ne poteče, ne zaključi. Tako da sem bila potem še 2 meseca na bolniški. Lahko bi bila 6, pa sem bila samo 2, ker sem rekla, da se iz tega ne grem izhočem delati, jaz nisem prišla počiviti. Koleno je zdaj dobro, od tega je 2 leti in služi tako, kot je treba. So me pa seveda v tistem času si spet privošli. Tisti isti škodoželjneži, ki so me prej spraševali po zdravju, so mi tukaj zdaj rekli, boš šla nazaj prositi, da te vzamejo nazaj. Ja? A vidiš, kaj si naredila? A vidiš, da to ni zadnje? A vidiš, da ti nekdo želi nekaj sporočiti? In se nekaj ne testira. Samo preverja, če sem jaz res odločena, da grem v to. Seveda se nisem uprla, seveda sem šla naprej, trmasta kot sem. Tako da, ja, to je ta zaplet z zaenkrat srečnim koncem. To je pa citat, ki sem ga takrat objavila, ki dobro ponazarja te moje misli.
v odgovoru vsem tistim, ki so me spraševali, če bom še vedno vztrajala naprej. Nikoli nisem odnehala, vedno sem si gledala tiste minuse, tiste pluse, ki sem jih napisala in se odločila, da grem naprej. In to sem danes jaz. Spreminjam življenja, ne tako, da učim študente, ta del mi je še vedno ljub. Zakaj sem se odločila potem postati osebna trenerka? Zato, ker se mi je zdelo, da na ta način najboljš združim dve strasti, ki sem jo vedno rada imela in ki sta mi vedno poganjali. Prva, učenje, poučevanje, razlaganje, predavanje, na nek način učenje mojih strank o pravilni izvedbi, o zdravju, o tem, kako se gibati, o tem, zakaj je pomembno, da si vzameš čas zase in si telesno aktiven. In na drugi strani šport, ki sem ga vedno rada imela. Danes to pač ni več hobi, danes je to poklic, ki me zaposluje na polno. Ne bom se pritoževala, zadovoljna sem, dobro mi gre. Ljudje so prepoznali, da to počnem s strastjo, da uživam v tem, da se imam lučno in se imamo nekako lučno skupaj. Sprav preplet teh dveh stvari, ki sem jih jaz pri sebi začutila kot najpomembnejši, to se pravi šport in poučevanje, mi danes daje to strast, ki jo imam, in zato niti ne pogrešam teh srečanj s študenti v predavalnici. Se pa mnogi danes vračajo k meni v fitness in se tam srečujemo in tam nadaljujemo to našo zgodbo, ki smo jo takrat pač tako nesrečno zaključili. Boste kaj vprašali, da ne bom jaz samo odgovorila? Dajte poiskati v sebi tisto nekaj, kar želite početi, resnično želite početi. Ne hoditi v službo samo zato, da dobite denar, pejte delati. Moj otrok vedno reče, oči hodi v službo, mami pa dela. Pa nad slabega ne misli s tem, ampak jaz nikoli ne rečem, da grem v službo, jaz grem delati. In to je ta razlika. Od 8 do 4 je služba, sploh če se težko spraviš v njo. Še težje z manj energije nazaj domov. Če greš pa ti z veseljem in jaz recimo včasih odpiram fitness ob 6 zjutraj, kar pomeni, da mi ura zvoni 5 pa 15. In ko meni budilka zvoni, in zdaj je to že 2 leti in pol, tudi enkrat še nisem rekla, ampak gremo delati. Super bo. Spet bo je bootcamp zjutraj 6:45, spet bo 15 zadovoljnih, prepotenih, navdušenih ljudi, ki mi bo dali novo energijo. In to je to. Zadaj imamo eno vprašanje. Pozdravljeni, moje ime je Mihaela. Sicer ni neke vrste vprašanje, ampak sem vmes tudi opazila, ko ste lepo ste se motivirali, lepo ste videli svoj cilj, ampak na koncu vseeno ste pa rabili neko potrditev. Potrditev ste pa želeli strani staršev, zato ste šli k njim. Kaj bi se zgodilo v primeru, če bi vam starši rekli, ne, to pa ni za vas, to pa ne. Tu ste vi vseeno dobili tisto potrditev, takrat ste si vi odahnili, da pa vseeno starši vam pa stojijo tukaj ob strani, in ste se ozirali na okolico. Tukaj to mogoče, kaj bi se zgodilo v primeru, če vam starši rekli ne? Hvala lepa. Tukaj sta dve pomembni pripombi. Prva je, moji starši mi nikoli ne bi rekli ne, ker me preveč dobro poznajo, ker bi točno vedeli, če bi mi rekli ne, bi šla jaz točno v to smer. In druga je, zato sem šla k staršem, ker sem pričakovala tako spodbudo. Če bi verjetno pričakovala odgovor ne, potem sploh ne bi šla vprašati. Tako da jaz mislim, da podzavestno sem šla točno tja k izvoru, kjer sem vedela, da bom dobila to vse potrebno samozavest, da se na koncu tehtnica na tisto stran premakne, kamor sem želela, kamor sem hrepenela. Tako da,
V vsakem primeru je to odločitev tebe kot posameznika. Pa če ti vsi zraven govorijo, da ne naredi tega. Ne? Ampak tako kot je prej gospa Jelica lepo rekla, ne, obkroži se s posamezniki, ki ti hočejo dobro in ki te poznajo, ki vejo, da v tem trenutku trpiš in da si našel rešitev, ki je v bistvu dobra. Ne? In rabiš samo tisti končni potisk, da rečeš ja, gre. Ne? Tako da mislim, da je bil to ta sprožilec. Še kakšno vprašanje? Še kakšna pogumna? Še eno? Kaj še v primeru, recimo, da si edini, več v tem vprašanje imeli, da si ti tisti, ki hočeš, pa nočeš, da si edini, da dejansko si provider za tvojo celotno krizo. Kaj pa? Ker s dvema mehkima otrokoma si jaz ne predstavljam, da je Poskusiš usporedno, tako kot sem jaz naredila. Jaz sicer imam partnerja, ki ima redno službo, zato mi je seveda malo težje se postaviti v vašo vlogo, ne, in reči. No, ampak tako, recimo v tako vlogo, ne, verjetno je, ko ima človek pač neko zaslombo, vsem lažja ta odločitev, ne, ampak jaz bi tudi v primeru, toliko se pa poznam, da ne bi imela te zaslombe, ne, bi poskušala usporedno. To pomeni, da sem jaz 2 leti delala dvojno službo, zato da sem se prepričala, ali mi bo ne samo finančno, ampak predvsem karakterno zneslo. A sem jaz sploh za to? Ker kot sem že prej rekla, nekje je hobi, nekje to, kar ti počneš, se dobro počutiš, pa ti malo manjka miganja, pa greš na en trening. Ne? Drugo je pa to, da ne glede na to, ali sem jaz bolna, ali se slabo počutim, ali je zunaj drž, ali je pol metra snega,